Tone Partljič, zakaj je Brežihov Voranc tako velik? Bom poskusil reči v prostoru, kjer smo zdaj. Tu je bila ajdova njiva in ko je on šel iz Kotelj domov, je tu stara bica, ki je imela 80 let, pa niti ni bila v krvnem sorodstvu, ker je bila mama, je imela mačeho. Pa je tako mislila, da mora do zadnjega nekako odslužiti to, da jo imajo. In je tu žela cel dan v največji vročini. Nikjer ni bilo človeka, samo bica je žela ajdo. In ko je prišel Voranc, je šel k njej pa rekel: bica, pa preveč delate. Pa je rekla: Voranc, poglej, vidim Uršlo, vidim kotle, toliko sem stara, mogoče je zadnji bard, pusti me, da to preživim. Tu bi rad rekel, torej, skrajno preproste ljudi in skrajno preproste situacije je slikal, njih je pa vendarle neko, da ne rečem, večnostno sporočilo. Tudi babica reče: pusti me, je zadnji bard to vidim, pusti me, Voranc. Pa je šel naprej in je ona tukaj. In takih situacij je nešteto. Od tistega ne vemo, v čem je veličina levega devžeja. Ko reče: imam še en levi devžej. Vendar te preproste, vendar skoraj malo prikrite velike človeške stvari, vsaj mene, presunejo do nezavesti. Ves čas je pa ima en kriterij, ki je etičen, kaj je prav, se ve in kaj ni prav. Kdo trdil je, da se ljudje delimo na ene, ki služijo, in ene, ki gospodarijo. To se mu je zdelo nepomirljivo prav na svetu, zato se je tudi zapeljal v politiko. In pisal je, nihče ni pisal o slovenskih kmetih tako kot Voranc. Že to, da mu tu vsi domači pravijo Voranc, torej ga kličejo po ljudskem imenu Lovro, nihče ne govori o kuharju, nihče ne govori o Prežihu, vsi mu govorijo Voranc, ga nekako štejejo za svojega človeka, za svojega brata. In to me vedno znova prevzame, ko pridem na Koroško in pridem tudi srčno rad in ozdravim dušo in srce.